paničen napad dobil že kot mulj, toliko sem se bal višine. No, in pa sem pa začel plezati in to mi je bil pa tak izziv, da v bistvu se jaz začnem soočati s temi svojimi strahovi, pa da jih probam začeti pač prekoračati in priti na drugo stran tega strahu. In s tem sem se pa tako rekoč nekako kužil. No. To so bili taki, pa ja, neki adrenalinski športi, no. Niso bili toliko fejst, so neke vrste adrenalinski športi. Kukor za koga, za enega, ki se boji višine, je to adrenalinski šport. Ja, no ja, in zame je bil. Ja. Zdaj, moram pa povedati to štorijo, kako se je to začelo. To je bilo, Veš, jaz sem zmer tak, jaz sem se že od majhnega, jaz sem se kar podal v stvari. Jaz tudi, če nisem vedel, v kaj se spuščam, pač probat sem šel in če ratal, če ni, pa ni, pa v drugo ali pa tretje. In isto je bilo s plezanjem, to je moj bratranc, ta mal bratranc, no, pač je v bistvu, ga je njegov sošolc, to je bilo v neki srednji šoli, mislim, da kakšen drug letnik srednje šole, ga je naučil neke čisto osnovne varovalne te vozle, pa kako se spuščaš, recimo dol, preko upseiling, no, in on je to prenesel name in mi da so šla v Begunje, kjer je grad Kamen, tam so ene take, pol je ena potka, ki pelje naprej, so ene take jame in v tisti jami noter imajo navrtane smeri, to imajo za dry tooling, to je tisti, ki plezajo po ledu, ampak pač po led trenirajo, se ni važno. No, in mi da so šla tam nekaj se malo spuščati, po štriku dol, pa smo pa probala še malo plezati. In jaz začnem prvo plezati, upnem prvo komplet, on me nauči, kako to početi. In jaz plezam nekako, to je bilo ene 8 metrov višine tam, jaz sem splezal ene 5 metrov, in nisem mogel več, itak čisti začetnik. In kaj sem naredil, prav, če ne moreš, vse je to pas, se pas drži, Pas je držal, ker sem ga kupil v trgovini s plezalno opremo, Sam problem je, ker štrik ni zdržal, In to je bilo res, štrik je naredil samo tako, in to je počasen posnetek, čas se ustavil in samo počal in je samo letel nazaj. Sreč je bilo v bistvu tak teren, da je bil tako pobočje navzdol, da sem se samo povalil dol, da nisem preletel naravno, ker tako bi bilo, Ja. In ja, no, pa mi je povedal, da je kupil ta štrik za 15 € v Army Shopu. Tako da ja, tako so bili začetki, no, pol smo pa kupili ta prav plezalen štrik, pol smo se pa podali v to, In pol pa itak, ko začneš pa enkrat plezati, pa hočeš zmeraj višje vrhove, višje smeri osvajati, pol se pa to prišla želja do tega, da bi pa jaz pa to prenesel še na hribe. Tako da ja, pol sem se pa počasi začel ukvarjati z alpinizmom, no. Pa vsemu, kar pač gore za sabo potegnejo, pač od raznega lednega plezanja, turnega smučanja, pač samo normalne hoje v hribe, do plezanja po feratah, skratka vse, kar lahko počneš v naravi, no.